Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Samu, Lano Luki in Piki, ki ob večerih zelo radi prisluhnejo pravljičnemu svetu. Tokrat bomo spoznali Zdravka, malo zebro, ki se je znašel v izjemno hudi zagati, ki bi se lahko zgodila čisto vsakemu izmed nas. Namreč popackal si je kožušček. Ako se je Zdravko odpravil v pralnico, je v hudi naglici oblekal moker kožušček, ampak so bile proge res njegove. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Sama, Lano Luka ter Piko z naslovom Čigave so te proge? Zdravko je mala zebra, ki se za zajtrk rad posladka z marmelado. Nekega jutra si jo na kruh namaže toliko, da z njo popacka svoj progasti kožušček. Ampak zebre si s tem ne delajo skrbi. Če se umažejo, se pač preoblečejo. Tako kot drugim živalim jim to omogoča velika zadrga, ki jo imajo vzdolž svojih trebuhov. Toda danes, medtem ko brska po svoji omari, Zdravko nima sreče. Ne najde niti enega čistega kožuščka. Vsi, ki mu pridejo pod roke, so premajhni ali preveliki, strgani na kolenih ali ponošeni. Zdravkova mama zavzdihne. Ne gre drugače, kot da se odpraviš v pralnico. Do tja ni daleč in Zdravko se že po nekaj korakih znajde pred pralnimi stroji. Sleče svoj kožušček, ga vrže v stroj in izbere program ekspresno hitro, ki za pranje potrebuje le nekaj minut. Na koncu ulice nenadoma opazi majhnega tigra. Tudi on je v spodnjicah in vse kaže, da je namenjen proti pralnici. Zdravko se prestraši. Tiger prihaja po svoje oblačilo. Ne smem ostati tu, pojedel me bo. K sreči takrat nekaj zapiska. Odlično, perilo je oprano. Zdravko plane k stroju, skoči v še vedno moker kožušček in jo hitro pobriše. Pomirjen Zdravko odskaklja proti parku, da bi svoje oblačilo posušil na soncu. Ako pride tja, se zebre, žirafe in gazele kar naenkrat kriči razbežijo. Zdravko se čudi. Ne razumem, česa se tako bojijo? Ko gre mimo neke steklene izložbe, Zdravko od strahu poskoči. V šipi namreč namesto sebe vidi tigrov odsev. Ves iz sebe se Zdravko obrne, toda za njim ni nikogar. Takrat se mu končno posveti, kaj se je zgodilo. V pralnici sem odprl napačen stroj. Vzel sem tigrov kožušček. Zdravko se z zanimanjem ogleduje. V tej opravi se komaj prepoznam, si reče in se nato začne navdušeno pretvarjati, kot da je čisto pravi tiger. Spakuje se na vse mogoče načine in poskusi celo zarjoveti, pa čeprav samo zato, da bi videl, kakšen je občutek. No, tale oranžni kožušček s progami pa ni kar tako. Prav lepo mi pristoji. Njegovo novo oblačilo se mu zdi tako imenitno, da ga sklene pokazati staršem. A ko pride domov, tam zavlada panika. Oče, ki je pospravljal hrano iz nakupovalne vrečke, prevrne kozarec kislih kumaric, iz katerega se tekočina razlije po lesenih tleh.
Mama spusti na tla jajca, iz katerih je hotela speči torto. Njegova mlajša sestra Zala pa iz sebe spravi takšen krik, da se zatresejo šipe. Ne bojte se, jaz sem, pojasni Zdravko. Toda zebre tako šklepetajo zobmi, da ne slišijo ničesar. Svoje oblačilo moram obvezno dobiti nazaj, pomisli Zdravko. Vrne se v pralnico in pogleda vsakega od strojev. Zaman. Njegov kožušček je izginil. Za seboj nenadoma zasliši Raskav glas. Zdrzne se. Tine, povsod sem te iskala. Pridi, greva domov. Tigrica, ki je že precej v letih, pograbi roko male zebre. Zdravka že dolgo ni bilo tako strah. Tale starka je napol slepa, a če bo odkrila, kdo sem v resnici, si me bo privoščila za kosilo. Ko stopita v hišo, kjer živijo tigri, Zdravko postane še bolj zaskrbljen. Kako naj zdaj pobegne? K njemu pristopi mala tigrica, ki se je igrala v dnevni sobi, in ga začne ovohavati. Tine, danes pa nekam čudno dišiš. Zdravko zamomlja. To je zaradi pralnega praška. Pretiraval sem z njim. Mala tigrica naguba čelo. Tudi tvoj glas je drugačen, reče, nato pa zavpije. Očka, mama, Tine je bolan. Starši male tigrice prihitijo v dnevno sobo, toda v tistem trenutku nekdo potrka na vrata. Ko jih odpreta, si tigra oblizneta ustnice. Jami, zebra. Toda zebra si hitro sleče kožušček in jo začne rotiti. Nikar me ne požrita, jaz sem, Tine. Ko prepoznata svojega sina, tigra skoraj omedlita. Nikoli več ne bova jedla zebre, zgroženo obljubita. Ob teh besedah se jima Zdravko približa. Res? Nikoli več? Boljšega si ne bi mogel želeti, kajti jaz sem v resnici zebra. Zdravko in Tine si izmenjata kožuščka. Starši malega tigra nato telefonirajo Zdravkovim staršem, naj pridejo po svojega sina. Ko prispeta k tigrom domov, zebri še zdaleč nista sproščeni. Toda tigri so prijazna druščina in zebri se kmalu celo nasmehneta. Ko zagleda svoje starše, Zdravko zakliče. Lahko še malo ostanem? Tine me še ni naučil rjoveti. Kakšna zabavna in nagajivo skrivnostna prigoda. Ja, včasih je življenje nepredvidljivo in lahko se zgodijo zapleti, ki nas lahko tudi malo prestrašijo, a nas na koncu vedno pripeljejo do odličnega zaključka kot v pravljičnem svetu. Samo Lan, Luka in Pika. Bodite radovedni, pogumni ter vedno pripravljeni na nove dogodivščine. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni odlični šolsko obarvani pravljici z naslovom Pa kaj? Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Samu, Lanu, Luki in Piki, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, res luštna pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela zelo prijazno sporočilo Zaline mamice željo, da preberem eno izmed najljubših Zalinih pravljic.
In katera pravljica bi to bila? Zala si je izbrala odlično afriško obarvano pravljico o rimah, ki jo poznajo širom po svetu. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Žirafe ne znajo plesati. Živa, lepa je žirafa. Vrat močan je ravno prav. Noge pa ima predolge in korak precej majav. Spretna je, če smuka listje, z vej in bližnjega drevesa. Če pa vdir se zapodi, le nerodno z repom stresa. V Afriki pripravijo sredi džungle ples zabavo, ker živali rajejo in vrtijo se brezglavo. Bližal se je plesni dan in živo je skrbelo. Ritem le težko lovi, nerodna kot krepelo. Divje svinje svingajo, tvist je plezano soroge. Levi mojstri tanga so, poglejte strastne kroge. Ča, šimpanzom je norčija in zabava. Pavijani skačejo, da polka res bo prava. Živa je prestrašena, ko stopi na plesišče in levi se zaderejo. Kaj ta neroda išče? Vsi se jim pridružijo, se zlobno krohotajo. Ha, žirafe so nerodnice in plesati ne znajo. Živa je okamenela. Res je pomislila. Trapa sem in ne plesalka. Le zakaj sem sploh prišla? Splazila se je z plesišča, proti domu je odšla. Še nikoli tako sama in otožna ni bila. Stopala je mimo jase in ozrla se v nebo. Joj, kako je luna lepa, le zakaj mi je hudo. Čri, motim? Jo je vprašal čriček. Nekaj ti bom svetoval. Kdor osamljen je, drugačen, drugo glasbo bo izbral. Slišiš veter sredi trav in šepet dreves? To je zame pravi spev in najlepši ples. Vse, kar slišiš, zate je. Tebi luna govori. Zate listje trepeta, potok nežno žubori. Čriček vzel je violino in zagodel lep napev. Z njim očaral je žirafo in srce je ogrel. Živa je ujela ritem, noge oživele so. Stresa z glavo, vratom boki, pleše kot le malo kdo. Spne se v zrak in dela most. Naredi premet nazaj, rita, brca se prevrača. Prosim, čriček, še igraj. Živa srečna je, vesela. Na ves glas se zasmeji. Haha, glejte, plešem! Glejte, plešem! Zadovoljno zakriči. Vse živali so obstale. Gledale so živim ples. Neverjetno, so dejale. To ne more biti res? Potlej pa so zakričale. Živa, kaj se to godi? Takšne mojsterske plesalke prav nikjer na svetu ni. Kaj se s tabo je zgodilo? To ni ples, to je balet. Živa pa jim nič ne reče in se klanja spet in spet. Potlej k luni dvigne glavo, gleda v zvezdnato nebo.
Vsi izvrstni smo plesalci, z glasbo, ki jo ljubimo. Ja. Čudovita pravljica. Uboga žirafa. Si predstavljate, kako se je počutila, ko je le zbrala pogum, stopila na plesišče in še preden je začela plesati, so jo ostale živali zelo grdo napadle. Lahko bi rekli, da so bile nestrpne. A k sreči žirafa ni izgubila upanja in z vztrajnostjo ter vajo je uspelo očarati prav vse živali, ki so njen trud opazile ter ga pohvalile. Bravo, živa! Zelo poučna pravljica. Zala, najlepša hvala za idejo o odlični pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še domišljijski pravljici z naslovom O žirafah, ki sta hoteli videti sneg, v kateri boste spoznali 2 žirafi, ki sta želeli doživeti zimski utrip. Mislite, da jima je bilo všeč? Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdrav Zali, ter pa seveda prav vsem, ki radi prisluhnete pravljicam. Uživajte, bodite prijazni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo, živa! Super si bila. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Sofiji, zvesti poslušalki pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo spoznali prikupnega nosoroga, ki se odpravi na pot poiskati nov dom. Po dolgi poti je le prispel do mesta, a tamkajšnji prebivalci niso bili navdušeni nad njim. Pravzaprav so se ga bali. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Sofijini pravljični želji z naslovom Niko nosorog pa ženi pošast. Prek morja je v majhnem čolnu veslal Niko nosorog. Zapuščal je svojo domovino, saj tam hudobni ljudje lovijo nosoroge. Niko si je hotel poiskati nov dom. Veslal je že ure in ure. Počasi je postajal lačen. V njegovem trebuhu je glasno krulilo. Končno je v daljavi zagledal kopno. Niko je prepoznal, da so tam hiše nekega mesta in veslal še hitreje. Niko je priveslal v pristanišče in se podal na kopno. Kako velike hiše in vse te živali! Pa si bo tukaj lahko poiskal prijatelje. Vzel je svoj kovček in stopil k majhni skupini živali. Ko so živali zagledali nosoroga Nika, so staknile glave. No, pa prihaja spet ena velika, zavaljena lenoba, ki nam bo žrla glava in živce, je zabrundal kapitan Potkana. Samo poglejte ta rok na njegovem obrazu, gotovo je nevaren, je menil doktor Krastača. In kako čudno smrdi, se je rogal Frido Vidra. Kapitan Potkana in doktor Krastača sta si nato hitro zamašila nos. Niko ni razumel, zakaj te živali tako nesmiselno govorijo o njem. Pa zdaj ni imel časa, da bi razmišljal o tem. V njegovem trebuhu je namreč preglasno krulilo. Pred neko trgovino s sadjem je stal medved.
Dečko Grizli je bil danes še slabše volje kot ponavadi. Videl je, kako se približuje veliki tujec in zaslutil same sitnosti. Prste stran od mojega sadja, je rjovel Grizli. Ni videti, da bi imel denar, pri meni ni nič zastonj. Niko se je prestrašeno obrnil. Zakaj so bili vsi tako neprijazni z njim? Žalostno je šel naprej. Zdelo se mu je, da postaja njegov kovček vedno težji. Niko nosorog je blodil skozi mesto. Nenadoma je zaslišal glasek. Ej, kdo pa si ti? Koga takega pa že res nisem videl pri nas. Pred Nikom je na tleh sedel velik črn hrošč. Ime mi je Niko, se je predstavil nosorog. Me veseli, je dejal hrošč. Jaz sem Mirko Govnač. Zakaj se pa tako žalostno držiš? Je vprašal Mirko. Ker me tukaj nihče ne mara, je odvrnil Niko. Mirko je razmišljal. Mislim, da se te bojijo, ker si drugačen kot ostali. Niko je bil zbegan. Kako se me lahko bojijo, ko me sploh ne poznajo? To je pa res neumno. Tudi meni se zdi neumno, je rekel Mirko. Pridi z mano, pokazal ti bom kraj, kjer boš lahko prenočil. Mirko se je ustavil na trati pred majhnim jezerom. Globoko se je priklonil in dejal. Prosim lepo, gospod moj, vaša soba z razgledom in s tekočo vodo. Niko se je moral nasmehniti. Vesel je bil, da je bil ob njem Mirko. Zdaj se ni več počutil tako osamljenega. Pozno v noč sta si pripovedovala zgodbe iz svojih dežel. Zgodaj zjutraj so 4 živalski otroci tekli k jezeru. Dajmo, kdo bo prvi? Je vpil Štefan Želva. In že sta ga prehitela Valter Rakun in Eli Veverica. Pa tudi Katra Zajec je odskakljala mimo. Štefan je bil preprosto vedno zadnji. A nenadoma so vsi 4 prijatelji močno zavrli. Ob jezeru je ležal neznanec. Videti je bil orjaški in nevaren. To mora biti tisti tip, o katerem je govoril stric Dečko, je zašepetal Valter. Eli je izbuljila oči. Poglejte si rok na njegovem nosu. Da ni to slučajno samo rok? Je tiho vprašala Katra. Kdo ve, kaj se bo zgodilo, če nas odkrije? Je sopihal Štefan in lovil sapo. Joj, kdo ve? Je dodal tih glasek. Za njimi je na banani sedel Mirko. Priskrbel jo je za Nika. Kako si nas prestrašil, Mirko, se je jezila Eli. Mislila sem že, da to govori samorok. Samorok, ljubi samorok, je nosorog. In čisto po naključju moj prijatelj, je hrošč razložil zbranim. Valter je globoko zajel zrak. Ampak moj stric Dečko pravi, da je tujec zelo nevaren. Tedaj pa se je zaslišal glasen pljusk. Pljusk. Niko je stekel k jezeru in iz vode potegnil kosmato stvarco. Maurici Krt se je namreč spet spotaknil ob svojo krtino. Pri tem je izgubil očala. Brez očal pa Maurici ne vidi ničesar. In tako je pristal v jezeru. Ači! Mokri Krt je močno kihnil. Niko mu je podal njegova očala. Maurici si je nataknil debela stekla in glasno zavpil. Prav pred svojim nosom je namreč zagledal orjaški rog.
Na pomoč! Pošast! Na pomoč! Mauric je oddirjal. Ni trajalo dolgo in že je izginil v daljavi. Niko je žalostno gledal za njim. Walter in njegovi prijatelji so se v zadregi spogledali. Pridite z menoj, je dejal Mirko. Walterju pa je v roko potisnil banano. Izvoli, prosim, je slišal Niko plah glasek za seboj. Obrnil se je. Zagledal je majhnega rakuna, ki mu je ponujal banano. Za njim so se skrivali zajec, veverica in želva. Tudi Mirko je stal tam. Niko je bil zelo lačen. Pograbil je banano. Hvala, je dejal. Jaz sem Niko nosorog, se je predstavil. Pravzaprav je čisto prijazen ta nosorog, je pomislil Walter. Zbral je ves svoj pogum in mu ponudil roko. Jaz sem Walter Rakun, je dejal. In to so moji prijatelji. Živalski otroci so se drug za drugim predstavili nosorogu. Niko se je srečno nasmihal. Lepo, da sem vas spoznal. Nenadoma pa je v njegovem trebuhu glasno zakrulilo. Grrr. Štefan Želva je prestrašen potegnil glavo v svoj oklep. Kaj pa je bilo to? Moj trebuh, je odvrnil Niko. Lačen sem. Živali so ga pogledale. Potem so iskale po svojih žepih. Veliko stvari je prišlo na dan. Frnikole, kostanji in konček svinčnika. Pa tudi korenček, orehi in čokoladna ploščica. Vse so mu dali. Niko je bil ganjen. Hvala, je dejal. Grrr, grrr, je naredilo v njegovem trebuhu. Vsi so se zasmejali. Niko je razlomil čokoladno ploščico na enake koščke in jih razdelil. Ne rad jem sam, je dejal. Posedli so se po travniku in se sladkali. Medtem pa je Maurici Krt že pridirjal v mesto. Ustavil se je na tržnici in na ves glas kričal. Pošast! Z orjaškim nosom! Doli, pri jezeru! Hotela me je požreti! Naši otroci so tam! Je zavreščala gospa veverica. Nekaj moramo storiti, je besno zavpil kapitan. Tečko Grizli si je utiral pot skozi množico. Tako je srdito zakričal. Za menoj! Razjarjena množica mu je sledila k jezeru. Niko in njegovi novi prijatelji so še vedno sedeli na travniku. Katra Zajec je pravkar ugotovila, da so Nikova ušesa skoraj tako dolga kot njena. Eli pa bi prav rada vedela, ali zna Niko čarati. Tedaj pa se je vanje zakadila razkačena množica. Tečko Grizli je kazal na Nika in brundal. Pusti naše otroke pri miru! Niko je bil od strahu podkopan. Njegovi prijatelji so skočili po konci. Prav nič nas ne bo pustil pri miru, je zavpila Katra Zajec. Niko nosorog je naš prijatelj, je dejala Eli. Množica je ostrmela. Vendar Tečko Grizli ni popustil. Ta dedec je napadel Mauricija. Izginiti mora. Kar poglejte si njegov nevarni rok. Ampak stric Tečko, je dejal Walter Rakun. Zaharija kozel ima celo 2 roga. Najprej podimo tudi njega. Zahariji je bilo prav neprijetno, ko so vsi pogledali njegovo glavo. Po njegovem bi tujec res lahko ostal tukaj. Poleg tega pa je Niko rešil Krta iz vode, je nadaljeval Walter.
Je to res? Je dečko s strogim pogledom vprašal Krta. Krt bi se najraje kar vdrl v tla. No ja, mogoče sem zaradi razburjanja malce pretiraval. Nihče med vami se ni lepo obnašal, je dejal Mirko s tihim glasom. Niko Nosorog je prišel k nam kot prijatelj, a lepe besede mu ni naklonil nihče. Pa saj Niko ni pošast. Vsi so v zadregi molčali. Dečko Grizli je Niko ponudil roko. Če hočeš, lahko delaš v moji trgovini s sadjem. Močen stric, kot si ti, bi mi res prav prišel. Tega je bil Niko nadvse vesel. Živali so obkrožili Nika in mu stresale roko. Niko Nosorog je bil srečen, kot že dolgo ne. Našel je nov dom. Tudi delo je dobil. In nove prijatelje. Na travniku ob jezeru so priredili veliko zabavo. Tega dne, vse do danes, ni pozabil nihče. Ja. Bravo, Niko, za pogum in vztrajnost. Vse pohvale pa tudi hroščku Mirko. Ponovno smo spoznali, da ne moremo kar soditi po videzu, saj prava vrednost ni v tem, kako nekdo izgleda, ampak v tem, kakšno srce nosi v sebi. Prijaznost, pogum in dobrota so tisto, kar resnično šteje. Sofija, najlepša hvala za idejo o navdihujoči pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zelo podobni pravljici z naslovom Očka velikan. Vabljeni k poslušanju. Ne pozabite se naročiti na kanal in spremljati vse prihajajoče pravljice. Bodimo prijazni ter srečni. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Prijeten pozdravček Sofiji ter pa seveda vsem, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Pošiljam vam Nosorogov pozdravček. Čau, čau. Bravo, Nosorog. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav posebna, saj jo z velikim veseljem poklanjam Juliji, ki skupaj z mamico prav vsak večer prisluhne zgodbam iz našega pravljičnega sveta. Iskrena hvala obema. Draga Julija, naj te današnja zgodba nežno objame, ti nariše nasmeh na obraz, ter prižge iskrice v očeh, kadar boš potrebovala malce poguma ter topline. Naj te zgodba spomni, da si res nekaj posebnega in da je v tvojem srcu prostor za vse lepe stvari. V tokratni, nežni in srčni zgodbi bomo namreč spoznali levinjo Kiaro, ki je prav tako spoznala, da je savana dovolj velika za prav vse, ki jo imajo radi. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Julijo z naslovom Kiara, najpogumnejša levinja. Na robu zlate savane, tam, kjer se sonce zvečer nežno potopi v visoko travo, je živela majhna levinja po imenu Kiara. Kiara je bila nekaj res posebnega. Njene oči niso bile le zlate kot pri drugih levih, ampak so bile v barvi jantarja in v njih so se lesketale drobne modre iskrice. Mami Nala je vedno govorila, da so v njenih očeh zrcali sinje modro nebo. Nekoč, ko je bila Kiara še čisto majhna kepica z mehkim kožuščkom, so bili vsi skupaj srečna družina. Kiara z mamico Nalo in očkom Aaronom. Skupaj so se greli ter poležavali na soncu in uživali v skupnih trenutkih.
A nekega dne se je savana začela spreminjati. Poti Kiarine mamice in očeta niso več tekle v isto smer. Začela sta hoditi vsak po svoji strani prostranega travnika in Kiara kar naenkrat ni več zaspala med obema hkrati. Mami, sem jaz kriva, da očka ne živi več z nama? Je nekega večera tiho vprašala Kiara, ko so se v njenih jantarno obarvanih očeh nabrale solze. Mami jo je tesno objela in z najmehkejšim glasom zašepetala. Nič nisi kriva, Kiara. Ti si tista, ki naju še vedno povezuje in tako bo ostalo za zmeraj. Včasih se odrasli levi razidejo, a njihova ljubezen do mladičev ostane močnejša od katerekoli nevihte. Čez nekaj časa je mami Nala spoznala novega leva po imenu Leon. Leon je bil igriv, glasen in poln smeha. Kiara se je sprva spraševala, ali bo v savani dovolj prostora za vse, a Leon jo je s svojimi besedami hitro pomiril. Tvoja savana se ni zmanjšala, Kiara. Zdaj je postala še širša in v njej je še več prostora za tiste, ki te imamo radi. In tako se je Kiarino življenje začelo odvijati na dveh čudovitih koncih savane. Pri očetu Aaronu se je še naprej učila modrosti. Naučil jo je, kako prisluhniti šepetu vetra, kako potrpežljivo čakati v visoki travi in kako prepoznati prihajajočo se nevihto, še preden pade prva dežna kaplja. Z njim so bili večeri mirni in polni globokih pogovorov. Kiarine oči so ob Aaronu postale globoke in mirne kot večerno nebo. Pri očimu Leonu pa je bilo vse drugače. On jo je učil skakati čez najvišje suhe veje in rjoveti tako glasno, da so se še ptice prestrašeno dvignile v zrak. Z njim je bila savana polna igrivosti in smeha. Ob njem so Kiarine oči zažarele in se zaiskrile kot sončni žarki na vodi. Včasih pa so se drugi mladiči tiho spraševali. Poglejte Kiarino družino. To ni običajno. Vsak ima samo enega očeta. Kiara je skozi šepet vetra slišala njihove glasove. Takrat se jim je pridružila, ponosno dvignila svojo lepo glavo, njene nenavadne oči pa so se odločno zasvetile. Jaz imam dva, jim je odgovorila. Eden me uči miru, drugi me uči ognja. In ker imam dva, je v mojem srcu prostora za še več ljubezni in modrosti. Mladiči so utihnili, saj nihče ni znal tako dobro prisluhniti tišini kot Kiara in prav nihče se ni znal tako pogumno veseliti novih izzivov. Nekega poletnega dne pa je nad savano pobesnela strašna nevihta. Veter je tulil in mladiči so bili prestrašeni. Kiara pa se ni zmedla. Spomnila se je Aaronovih nasvetov o vetru in natančno je vedela, kam se skriti. Ob tem pa se je spomnila tudi Leonovega poguma in zarjovela tako močno, da so ji vsi sledili v varno zavetje. Ko se je nebo naslednjega dne razjasnilo, so vsi v krdelu spoznali, da je Kiara prav zagotovo najpogumnejša med njimi. A Kiara je skrbno varovala svojo skrivnost. Ni bila pogumna zato, ker bi bila največja, ampak zato, ker je v svojih posebnih očeh znala združiti ljubezen obeh očetov in varnost svoje mami. Tistega večera je Kiara ležala med mami in Leonom, v mislih pa je bil z njo tudi oče Aaron. Mami, je rekla, ko se je stisnila k njej.
Savana je res dovolj velika za vse nas. Mami jo je poljubila tik nad njenimi čudovitimi očmi in ponosno rekla: Tako je, moja Kiara. Savane ne deli razdalja. Povezujejo ljubezen, ki se zrcali v tvojem pogledu. In če bi takrat kdo zares prisluhnil šelestenju trave, bi slišal, da celo veter šepeta: Kiara, najpogumnejša levinja. Kako čudovita in topla zgodba. Včasih se poti res razidejo, a ljubezen še vedno ostane. In tako kot Kiara, je tudi Julija deklica z velikim srcem, v katerem je prostor za prav vse, ki jo imajo radi. Draga Julija, naj te ta zgodba spomni, da si nekaj res posebnega in prav zagotovo si najpogumnejša deklica. Tvoja mami, ati, bratec Jakob in Silvo da imajo neizmerno radi. Prav vsi. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še Disneyjevi pravljici z naslovom Levji kralj. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Juliji ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, odlična zgodba. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat bomo prisluhnili pravljici v rimah, nastali izpod peresa odlične angleške pisateljice Rachel Bright. Spoznali bomo plašnega Kevina, koalo, ki večino dneva predremlja v krošnji drevesa. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Koala, ki vse zmore. Pri lepi deželi blag veter cpihlja. Živali svobodne so tukaj doma. Kevin, koala, na veji visi. Ko jutranja zarja ga prebudi. Kepica siva je mehka kot svila, taka kot klopčič in metulja krila. Najraje drema, če sonce ga greje, počiva med listi, jih žveči in šteje. V tem je najboljši. Kevin je kralj vseh modrih in tihih, negibnih koal. Zgoraj v krošnji je blaženi mir, spodaj pa vrišč in živalski prepir. Zverine so hitre in glasne, velike in čudne. Ne, hvala. Koaline noge so trudne. Na veji se guga in si želi, da se na svetu prav nič ne zgodi. Nekega dne jo vombat primaha in se zadere. Hej, revica mala, zlezi že z veje, se bova igrala? Ne vem, reče Kevin. Tu bom ostal. Preveč imam dela, ne bom se igral. Ne boj se, se Kenga pošali. Le pridi k nam, lenušček mali. Le pridi, se dingi oglasijo, nikar se ne boj. A Kevin se giblje in misli počasi. Hvala, jim vljudno prikima, ni mi všeč na vaši jasi. Ker pa se druščina prijateljev smeji, si v srcu za hipec dol k njim zaželi. Potlej pomisli, doma je lepo, tam je nevarno
temno in hladno. Naj me le vabijo, rekel bom ne. Koala z drevesa nikoli ne gre. Minevajo dnevi, enaki so si. Mesec za mesecem se odvrti. Zemlja se suče, Kevin molči, nekoč pa ga čuden zvok prebudi. Tok, tok, ne preneha. Tako pač ne gre. Tok, taka tok, 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 tok. O ne! Se stopi, ga gruča živali hrabri. Kar skoči, vsakdo od nas te lahko ulovi. Še vedno se Kevin spustiti boji. Naj grem ali ne? Lahko se kaj strašnega mi pripeti. Bum! Drevo se prelomi, na zemljo zgrmi, a Kevin še vedno se veje drži. Kevin previdno odpira oči, družba živali ga tiho motri. Krempelj za krempljem prijem popusti. Čuti, da lahek je, živ in vesel in da nikogar se ne boji. Kevin svoboden je, ni zaskrbljen. Počuti se dobro, kot prerojen. Ko Vombat iztegnil je tačko v pozdrav, se z njim brez oklevanja je rokoval. Dingo je vprašal, se gremo igrat? Je druščina rekla, zdaj si naš brat. Koali pri srcu postane toplo, navdušeno reče, seveda, lahko. Za Kevina konec strahov je pokore. Postal je junak, ki v življenju vse zmore. Ja, poglejte ga. Tukaj je še vedno prestrašen. Kako simpatična pravljica. Bravo, Kevin. Uspelo ti je in sedaj je življenje drugačno, ob pravih prijateljih pa zabavno in nepozabno. Super pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še 3 pravljicam v rimah, ki jih je napisala pisateljica Rachel Bright, kot so Lev v srcu, Geki in odjeki ali pa Veveričji prepir. Prijeten pozdravček prav vsem. Naj vas vodi pogum in se kmalu spet poslušamo. Lepo se imejte. Čau, čau. Bravo. Vse se da, ne? Če se hoče. Tako pravih prijateljih.